Živijo, Nika, Živjo! živijo. Hvaležna sem ti, da si se odločila, da posnameva ta intervju in hvala, da boš delila svojo podjetniško zgodbo. Daj za začetek se kar sama malo predstav. Ja, Anja, hvala tudi tebi za to priložnost, no. Ja, jaz sem Nika, v bistvu v prvi vrsti bom rekla, partnerica in pa mamica zdaj 3 leta staremu sinčku. Sem pa tudi od novembra naprej v bistvu, odprla sem svoj salon Meraki, svoj butični, salon, ki se nahaja v bistvu v Mengšu. Tako da evo, od novembra naprej tudi lahko rečem podjetnica. Odlično. Ja, To zdaj, pomeni, kar povej, ja. ja, oprosti. To pomeni, odprla si salon, salon česa? Kaj nudiš v salonu? Ja, evo, v bistvu to je butični salon, kjer v bistvu, izvajam masaže obraza, ki so v bistvu namenjene ženskam. To so pomlajevalne masaže, v bistvu tudi zdaj po novem imam, nege obraza, a ne, tako da so v bistvu taki, tretmaji, no, ki res podprejo ženske, in pa tudi, a ne, kot vsi vemo, si nikoli nimamo ženske tistega časa ta pravega zase, a ne, in tukaj sem res želela to, no, da si nekako namenimo tisti čas, no, tudi če je to 1 urica, a ne, da se res takrat, ke tisto urico imamo, res globoko nekako sprostimo, povežemo same s sabo, a ne, da se v bistvu prepustimo, a ne, temu. Tako da to so res taki, tretmaji, ke sem jih prav v bistvu delam na tem, da je res za ženske, da je podporno. Ja, to je to, V no, čem, to je v bistvu moja želja, a ne, da v bistvu podprem to žensko energijo, da se dvignemo v tej ženski energiji, no. kako lepo. V čem so potem, v čem je ta posebnost v bistvu, no? Tudi rekla si, ke te spremljam, v bistvu imaš tudi neki, pripomoček, ke je nekaj posebenega, ne? Ja, saj v resnici uporabljam več pripomočkov, no. Zdaj jaz zelo stremim k temu, da v bistvu vse moje masaže so, v bistvu izvajam tudi, z naravnimi izdelki, a ne, tako da v bistvu tudi povezala sem se z Mojko. Mojka je v bistvu naravna slovenska kozmetika iz Kozjanskega, tako da v bistvu, Darja, a ne, izdeluje vse te kremice, olja, vse v bistvu delajo na svoji ekološki kmetiji, a ne, tako da tudi vse te Lepo. rožice in vse, ja. To je meni tako, to mi je bila ful želja, a ne, da res sodelujem tudi, pa v bistvu tudi podprem, a ne, nekaj slovenskega, nekaj lokalnega, zato ker se mi zdi, da tudi, koža rabi tisto, a ne, kar je nam najbližje, tako kot pravijo za prehrano, a ne, Tako. daj živimo lokalno, a ne, zakaj ne bi tega nudili tudi koži, a ne, tako da v bistvu tudi maske, ke jih uporabljam, so recimo, narejene iz, gline, a ne, glina v Komendi, v bistvu to ima Ja, ja. Tina Glina, a ne, jo Poznam. poznamo tudi. Tako da recimo take stvari, no, se poslužujem se dosti teh naravnih, in olj in krem in tako, no, to se mi zdi, da je tudi ena, taka posebnost. Zdaj, kar se pa tiče teh pripomočkov, pa ja, začela sem v bistvu s takimi kristalnimi kroglicami, no, potem pa tudi sem šla na tečaj za Kansavant. To je pa v bistvu tak, no, zdaj ga nimam, evo, bi ga mogla pokazati mogoče. To je v bistvu ajurvedski indijski pripomoček, no, ki je pa tudi namenjen pomlajevanju, pa v bistvu se tudi, masira potem, marma točke in je res tak ful sproščujoč, no, po navadi mi ženske zaspijo zraven, tako da, tisto, Potem ke je se pa napiše, a veš, ene se tudi ustrašijo, pa mi rečejo: da ne bom zaspala." Ampak meni je pa to glih tista ena potrditev, da jaz nekaj dobrega naredim, če nekdo zraven zaspi, a ne, tako da res vem, da se je, 100-procentno, pač prepustila. sprostila in prepustila, ja, tako da to mi je res en tak, to je To dobra pomeni, stvar.
Ni Spet strahu, pa še pri tebi se lahko zraven, poleg tega, da se v bistvu zmasiramo, pomladimo, še zaspimo, spočijemo, a ne? Tako, ja, res, ja. Dejansko te masaže tako nekako te kar vsaka mi reče, joj, me je kar odnesel, tako da dejansko padeš nekako v to neko teta stanje, a ne, to je to stanje stanje globoke relaksacije, a ne, v bistvu to spanje, veš, kakor če si predstavljaš, tik preden zaspimo, a ne, ke te kar tako malo odnese, a pa tako imaš občutek, kar da malo padaš, tako no, na ta način. Tako da so res taka sprostitev, no, ta prava. Odlično. Hvala za te informacije. Mogoče, če se lahko zdajle malo vrneva nazaj na to tvojo podjetniško pot. Kdaj Ja. si začela razmišljati, da boš postala podjetnica? A veš kako, Anja, po moje sem jaz to že nekako od majhnega si želela, čeprav takrat nisem, tako zdaj, ko za nazaj pogledam, no, se mi zdi, da je bila to moja želja že od zmeraj. Zato, ker jaz tako, ko za nazaj pogledam, mene je vedno zanimalo zelo veliko stvari. A veš, jaz nisem nikoli bila tisti otrok, ki bi rekla, jaz bom pa frizerka, ali pa jaz bom pa kozmetičarka, ali pa eno stvar. Mene je vedno zanimalo tako več stvari in tudi, ko se spomnim, ko smo se igrali, mene je vedno tako, povsod me je nekaj, a veš, potegnila, ne, in Ja. dejansko tudi še zdaj imam tako občutek, no, da šele zdaj sem v bistvu začela to pri sebi gledati kot eno pozitivno stvar, a ne. Pa to ni nič narobe s tem, če te več stvari zanima, pa če recimo, ne vem, danes delaš nekaj, jutri delaš nekaj drugega, ker jaz sem se dolgo časa s tem, se mi zdi, tako kar malo borila, no, sama s sabo. Joj, kaj pa zdaj jaz, pa saj nič ne znam, saj preveč enih stvari me zanima, a ne, tako kar, a veš, mislila sem, da se moram v eno smer, v eno stvar v bistvu dati nekako, ne, v bistvu, da moraš samo eno stvar delati, no. Tako kot nam že v otroštvu rečejo, a ne, kaj boš pa ti po poklicu, ne, in kar Tako, moraš ja, vedeti, ja. kaj boš ti, a v bistvu je to Ja. stvar, ko mogoče celo življenje iščeš ali pa ti je več stvari všeč, a ne? Res je, ja. Ja, tako da v bistvu tudi jaz, ko sem potem, a ne, v tistih časih, ko sem končala faks, jaz sem drugače študirala fotografijo, predtem sem bila pa v bistvu na kozmetični srednji šoli, tako da imam v bistvu oba poklica. Nekako me je oboje tako zelo zanimalo, a ne, in potem, ko sem razmišljala, joj, kaj bom pa zdaj jaz delala, ne, kam naj grem pa v službo, je bila moja prva služba v resnici potem to, da sem šla odpret espe. Brez kakršnega koli znanja, pač to je bilo res čisto tako, jaz sem rekla, jaz ne vem, kaj bi delala, in sem dejansko šla odpret espe, brez da bi imela karkoli, da bi vedela. Ja, tako je, ko si mlad, pa pač greš v nekaj, brez da bi sploh karkoli razmišljal. Skratka, in a ne, seveda jaz tudi takrat nisem imela nič kaj dosti razdelano, da bi rekla, zdaj bom pa jaz točno to delala, ampak jaz sem nekako želela vse, kar znam, a veš, tukaj potem v ta espe vključiti, oziroma jaz sem potem delala v enem kozmetičnem salonu, ukvarjala sem se tudi s fotografijo družin pa nosečk. Ja, to je bilo že kar precej časa nazaj, no. No, potem me je zelo potegnilo, to sem si pa že tudi zelo dolgo želela in sem šla na tečaje v bistvu izdelave naravne kozmetike. Tukaj sem začela v bistvu z izdelavo mil potem, ampak to je bilo čisto kot hobi na začetku. Pol sem se pa zmeraj bolj nekako v to usmerjala, tako da na koncu sem v bistvu naredila tudi svojo znamko naravne kozmetike, ja, tako da sem imela in za kužke celo. A res? Ja, res, ja, sem delala ta mazila za tačke, pa šampone, pa take stvari naravne za kužke, no. Tako da dejansko sem potem se zelo vrgla v to. Poleg tega, a ne, da sem seveda še vedno tudi fotografirala, delala v kozmetičnem salonu, to je bilo tako
ne čisto vsak dan, ampak občasno, a ne. V glavnem in na eni točki, ne, ko sem jaz ugotovila, okej, zdaj sem pa jaz v ta brand, ne, ke sem ga imela z naravno kozmetiko, toliko enega denarja vložila v ta brand z naravno kozmetiko, v bistvu znanja nisem imela, kako bi zdaj to. Ja, saj sem prodajala jaz to v teh nekih butičnih trgovinicah, a ne, po Ljubljani pa po Sloveniji, no. Ampak, ni bilo pa to dovolj, a veš, da bi jaz rekla, zdaj pa živim od tega, in na eni točki sem rekla: "Okej, izgleda nimam tako, a veš, tisti občutek, ke ti rečejo: "Joj, nimaš še dovolj denarja, daj počakaj, pojdi zdaj v službo, naperi si znanje, pa potem, ko boš enkrat dobila eno res ta pravo idejo, ke se boš nekam usmerila, takrat spet začni, a ne." In jaz sem pač to sem nekako začutila in Bravo. dejansko sem tudi to naredila pol, no, šla sem v službo, sem se zaposlila in jaz sem takrat potem, v teh zdaj 5, 6 letih zamenjala kar nekaj služb, zato ker dejansko sem ugotovila, da pač, da Si se nisem iskala. oseba, ja, nisem oseba, ke bi lahko delala 8 ur eno in isto. Nikjer mi ni bilo, nikjer se nisem tako počutila, a veš, da bi pa lahko jaz dala nekaj sebe, neko svojo kreativnost, ke jaz sem taka dosti kreativna, veliko imam idej in nekako nisem bila v takih službah, kjer bi to lahko, izrazila ali pa pokazala, no. Tako da ja, sem bila, lahko rečem, da sem bila precej nesrečna, no, in, skozi sem imela v podzavesti oziroma nekje v ozadju, da enkrat bom pa šla na to svojo pot, a ne. Te Samo vlekel, dobiti ne. moram tisto ta pravo idejo, a ne. Ja. Skratka, vmes sem potem, a ne, tudi zanosila, sem bila potem tisto eno leto, v bistvu to je bilo ravno med korono, tako da potem sem bila jaz tudi, na porodniški eno leto, in jaz sem seveda mislila, ne, da takrat bom pa jaz imela veliko časa, ne, in bom jaz sigurno pogruntala, kaj bi pa jaz v življenju rada počela in kaj je moje poslanstvo, in jaz sem se zelo tako, prepričana sem bila, da se bo to takrat zgodilo, ne, ampak seveda se ni, a ne, mislim, meni se Otroci zdi, vzamejo veliko časa. ja, ne, ampak tudi tako, a veš, jaz, ke sem odprla Instagram, meni se je zdelo, da vse mamice, ke so na porodniški, se nekako najdejo en hobi, ke ga potem, v bistvu iz njega naredijo biznis, meni se je to zdelo, ma sigurno se bo takrat to zgodilo, a ne. A veš, pa tudi, ke rečejo, ženska se po porodu spremeni, a ne, in tako, saj je res, ne, Saj se, ja, samo ne vse v na enak način, a veš. tako, ja, in mogoče jaz sem si takrat en tak, dosti velik Pressure. pritisk, ja, Mhm. ja, prevelik pritisk je bil in sem bila spet kar tako malo, a ne, kaj bom zdaj, in a ne, sem šla spet nazaj v službo, seveda. Po Skratka, porodniški, ne? ja, po porodniški sem šla nazaj v službo in potem, a ne, sem si rekla: "Okej, zdaj pa pač tudi, otrok je še toliko majhen, pa ne morem zdaj biznisa, pa gor in dol, ne vse sorte ti gre po glavi." Ja. Skratka, ampak, potem se je pa na en čist, navaden dan, bom rekla, prav spomnim se, to je bilo lansko leto 15. marca, ki je pa Aha. mene kar tako, veš, v bistvu ob branju ene objave na Instagramu, čisto Random. XY, mene tako, prav spomnim se, sedela sem, v službi sem bila, Mhm. prebrala sem tisto objavo in mene je tako prešinilo, To je to. pač kar tako, veš, strela iz jasnega, zdajle je tisti čas, ne, zdajle je tisti čas. In jaz sem potem, se spomnim, dobila, korono in jaz sem v tistem, ja, prav, in v tistem času, to je bilo lansko leto dejansko, in v tistem tednu se je meni tako slika čisto, razjasnila, no, kaj bi jaz Ja. rada. Dejansko, glej, ne znam ti povedati, mogoče se sliši malo ezoterično, ampak to ni bilo tako nekako, a veš, da bi se jaz zavestno odločila, zdaj bom pa to delala, ampak nekako je kar prišlo do mene, no.
Neke namen, ne. podcaste sem v bistvu poslušala, kjer so bile omenjene te masaže obraza in refleksoterapija obraza in neke te stvari in sem šla malo pol googlat, in meni se je takrat pač vse sestavilo, no. Kako lepo. Tako da jaz sem šla potem dejansko tako, bom rekla, iz danes na jutri sem jaz pustila službo in jaz sem šla za tem občutkom. Res pač pri meni je tako, no, jaz imam zelo podpornega partnerja, za kar sem mu res najbolj na svetu hvaležna, ker vse te moje Muhe in vse ideje, a ne, realizira pol tudi on ja, zraven. ker v bistvu me podpira pol pri vsem tem, ne, in jaz sem njemu to povedala in na začetku je bil šok, ne, ampak pol je rekel, lej, pač Nika, probi, če je to, probi, lej, bomo že nekako in dejansko sem jaz pač, jaz sem šla res takoj v akcijo, no. Jaz sem šla takoj, sem se vpisala še na neke tečaje, ne, jaz vedela sem, okej, imam znanje, ker sem pač toliko in toliko let delala v salonu, delo z ljudmi je meni najbolj blizu, to sem vedela, to mi je od vedno bilo najboljše delati z Dobro se ljudmi počutiš, ne. in pač, ja, to sem rekla, karkoli bom delala z ljudmi, ker to mi je res blizu. V glavnem, ja, in jaz sem šla potem tudi na še neke te dodatne tečaje, kjer sem se pač izobrazila. Potem sem celo poletje v bistvu vadila te stvari na prijateljicah, a ne, tako sem rekla, daj pridite, da jaz to zdaj vadim, ne. In obkrožila sem se tudi v bistvu z ljudmi, z drugimi podjetnicami, no, tako bom rekla, da sem zelo hitro šla tudi v akcijo, no, dejansko sem se takoj včlanila, tukaj pri nas v Kamniku je Kickstarter, ki je v bistvu kot nek inkubator za podjetnike, a ne, in jaz sem šla tam tudi recimo na tečaj osnove računovodstva, veš, prav tako podjetniško, zelo, ja, sem tudi rekla, lej, vedela sem, katere so bile moje pomanjkljivosti takrat, ko sem imela prvič espe, in hotela sem v bistvu tukaj narediti drugače, ne. Hotela sem si neke temelje postaviti in to je bil recimo, to je bila dobra stvar, da sem jaz že enkrat bila na tej poti, da sem točno vedela, kje imam jaz tiste pluse, pa kje imam tiste minuse, a ne, in sem, pa ne, da mi zdaj, ke pa to vem, zdaj pa vse lavfa in ne tega, ker hitro dobiš spet tisti vzorci pridejo nazaj in si tako kar malo včasih te šokira, no, a spet moram zdaj čez to, ne, a nisem to že dala čez, ampak a ne, to je tudi del tega, se mi pa zdi, da res drugače te stvari zdaj sprejmem, no. Tako da ja, no. Lepo si začela že celotno zgodbo, ko si razložila v bistvu, kako si se iskala, kako si poskusila. Verjamem, da v tistem trenutku je bil tisti strah, a ne, zakaj, mislim, ne, tisti slab občutek, to mi pa ni uspelo, ampak vseeno si vedela, da te bo počakalo, da bo prava ideja prinesla spet tisto, kar si ti želiš in si dovolila si čas, da je prišlo do te prave ideje in mislim, na tak lep način te je v bistvu prešinilo. Saj tudi z mano, na primer, ne, jaz tudi, ko sem začela, pa v bistvu kot otrok sem skozi risala, skozi sem mislila te obleke, sem mislila, da bom modni kreator, a veš. Jaz sem tudi to. Mogoče pa to pač faza punc, a ne, bom tako rekla, ampak jaz sem skozi predstavljala, da bom pa jaz enkrat kreirala, a ne, pa da bom jaz nekaj v tej smeri. Potem te pa pot odnese čisto drugam, pa ugotoviš, da mogoče greš v delo s številkami, pa ti gre tako, ne, to je predolgočasno, pa greš v oglaševanje, pa greš v marketing, pa si rečeš, ne, to je tudi preveč velik prešer in kar naenkrat pride trenutek, kakor pri meni pa pri tebi, mogoče tudi na podoben način, kot pri tebi, pa veš, kar to si moramo prepustiti in v tistem trenutku pač, če to slišimo, je veliko lažje potem to pot peljati, ampak si imela pa lekcijo in to je dobro, ker si omenila, zdaj vem, kje moram paziti, kje je moje šibko področje in si našla si v bistvu inkubator in tudi včeraj sem govorila z eno punco, je pa rekla za poni in pri nas je Poni Lur, vem, da je tudi v Ljubljani. Poniji tudi vem, da imajo možnost, da te pač učijo, kako postaviti sploh samo podjetje, a ne, kako se iti podjetništvo. Ja, tudi tukaj pri nas v Kamniku je enako, no, pa zelo tako imajo veliko delavnic, predavanj,
tako, no, res se lahko potem izobraziš, če se želiš, a ne, in to praktično Tako, zastonj, a ne. to je to. Tako da to, pa tudi to mi je bilo zelo v pomoč, no, da sem se res tudi takoj, a veš, jaz sem vedela, da recimo, da ne bom imela tiste prave podpore od svoje recimo družine, a ne. Jaz, Aha. ko sem ta prvič odprla podjetje, sem mislila, jaz bom pa imela to podporo v družini, a ne. Ampak jaz sem šele potem ozavestila, glej, Nika, oni nikoli niso bili v tem, noben od mojih ni podjetnik, oni te ne morejo na tak način podpirati. Oni so mene, a veš, čisto na drug način gledali in se mi zdi, da se moraš dejansko obkrožati z ljudmi, ki te razumejo, no. Tako da tukaj sem potem šla tudi v skupino Magnetki, tam je bilo Kdo pa veliko je tudi to? To pa ne poznam. ja, to ima pa Alenka Zlata Brca profil, če Aha, poznaš. Ja, ja. in ona je v bistvu ustanoviteljica te skupine v Domžalah, tudi v bistvu je brezplačna in se lahko pridruži kdor želi, no. Na Facebooku je tudi grupa, no, tako da dejansko meni je tudi tam sem se nekako, a veš, sem tudi povedala svojo zgodbo, pomagale smo si med sabo s temi nekimi izzivi, a ne, začetniškimi, oziroma takrat jaz še niti odprla nisem, a ne, podjetja, tako da dejansko jaz sem takrat iskala prostor, vsi so vedeli, da jaz iščem ta prostor, to je Aha. meni zelo velik izziv, no, da sem našla sploh neki prostor. Tudi, a veš, da je neka prijazna najemnina, ker danes Začeti. za začetek iščeš, ne, nekaj, da ti bo ustrezalo tako finančno, kot tudi, da se boš ti dobro nekje počutil, a ne. Vedela sem, da si želim prostor, da ne želim tega delati doma, to je bila ena taka odločitev, ki sem jo mogla tudi zelo pretehtati, ampak dejansko se mi zdi, da sem se dobro to odločila, no. Je pa kar težko najti. Ampak Je, ne. se je In kaj splačalo nekaj časa, mislim, splačalo se je dlje časa iskati, no. Da ne zbereš kar prvo stvar. Tako da sem skoraj celo leto se s tem ukvarjala, no. In to In v podporo času kar se povej. oprosti. Ne, hotela sem reči, v tistem času sem si pa vzela tako, da je to neki čas, ke si jaz postavljam tudi temelje, a ne. Postavljam te stvari, a ne. Tako. Super. Velikokrat si omenila to podporo, mislim, da je to pa ena izmed najbolj pomembnih stvari. Če ne najdemo v svojem okolju, je to idealno, če jo najdemo lahko med somišljeniki, a ne. In ti si najde na primer na tem mestu, tako da to je ogromno. Sploh ko imamo tiste slabe dni ali pa ko imamo težave ali pa če nečesa ne moremo rešiti, je to idealno, če imamo lahko če je nekdo zraven, ke ti lahko pove, a ne, pa ti pomaga, pa reče: "Glej, saj v bistvu to lahko pa tukaj najdeš, ne." Točno to, ja. Ja. A veš, Super. ker recimo, a ne, moja velika podpora, kakor sem prej rekla, je moj partner, ampak mogoče on je podpora za določene stvari, a ne. On me mogoče bolj tako, a veš, da jaz res vztrajam, da bolj v to smer, zdaj ne bo mi pa znal svetovati nekaj v zvezi z Tako. biznisom, a ne, ali pa neko tako zadevo in, a veš, rabiš mogoče obe plati, obe strani, no, tako. Pa tudi partnerjem potem, po nekem času, rata tudi to malo naporno. Ja, Težko je, ko pridejo tudi oni iz svoje naporne službe včasih, a ne, pa vidijo, ne vem, še naše probleme in, Ja. je lažje, če imaš ti nekoga, ke je v istem zosu, kakor si ti, no. Ker tudi razume. Točno to, ja. Ja. In tudi evo, midve sva se takrat v bistvu povezali, ne, tako Tako. čisto. Takrat sem tudi tvoj profil odkrila, a ne, in tudi ta tvoj dnevnik mi je ful prav prišel recimo za začetek, tako da evo, to recimo priporočam čisto vsakemu, ke se recimo, Hvala. ko gre na svojo pot, a ne. V bistvu je tudi ta tvoj dnevnik je čisto brezplačen in ful lahko si postaviš ene svoje, a ne, svoje začetke, svoje cilje, svoje temelje, no, tako. Tako.
In Tako da, mejnike določaš in v bistvu vsaj imaš vse zapisano, to pomeni, da te tako, tudi nekaj spodbuja, to moram točno narediti, to. ali pa se spomni, Ja, aha, saj res, jaz sem rekla, da moram še to narediti, ne. Tako da točno se to, mi ja. zdi super. Nika, Ja. a mi boš povedala, kako si sploh dobila prve stranke? To je tako vedno največje, vprašanje vseh, kje naj dobim prve stranke? Kako si ti začela? Ja. Ja, veš kako, v bistvu, meni je to še vedno največji izziv, bom rekla, Mhm, pač pridobivanje strank, a ne. Zdaj jaz imam od novembra, z novembrom sem začela, tako da dejansko še vedno, a ne, se mi zdi, da to kar traja, no. To je zelo dolgotrajen mhm, proces, da ti pridobiš neke stranke. Je pa res, da mene je zelo presenetilo, no, ke so me v bistvu prišle podpreti tudi kakšne ženske, ke so bile moje stranke mogoče v salonu še. mhm. Potem mogoče kakšne znanke ali pa bivše sodelavke ali pa kakšne take ženske, ki jih res že dolgo nisem videla in sem bila v resnici tudi zelo vesela, da sem jih na ta način spet srečala, a ne, tako da Lepo. v bistvu moje, pa seveda, a ne, prijateljice moje, so tudi prišle, in to so bile v bistvu moje prve stranke, no, bom rekla, da so bile bolj take poznane osebe, no. Mogoče Tako. ne osebe, ke so zdaj v mojem življenju, ampak so bile že nekaj časa nazaj, ampak nekako tako, no, osebe, ke so imele že kdaj stik z mano, a ne. To je pa res, to sem tudi opazila pri ostalih podjetnicah, so tudi, na enak Mhm, način rekle in tudi jaz sama imam isto izkušnjo. Prve isto, ja, stranke so bile moja okolica, to pomeni ali moja družina ali moji prijatelji, nekako tisto okolje moje, no, tako da točno to, ja. začneš, oni so tista prva spodbuda, ke je na tvoji podjetniški poti, no. No, veliko podjetnic, s katerimi sem zdajle govorila ta teden, pa mislim, odkar govorim z njimi, so vse Mhm, rekle, da nekako prve stranke so se našle v njenem lastnem okolju, a ne. Ali so bile to ja. družina, ali so bili to prijatelji, tako da to je lepo, da dobimo prvo spodbudo. Potem pa mislim, da to gre naprej sama beseda, pa predvidevam, da tudi socialna omrežja, a ne? Ja, res, ja. Tudi tako, kot si rekla, a ne, pri meni je veliko tega, a ne, od ust do ust, bom rekla, a Mhm, ne. Se mi zdi pri teh storitvah, ki jih jaz opravljam, recimo pri, tako. kozmetičnih, maserskih in takih podobnih storitvah, a veš, kjer si tudi stranko, ke je tudi zelo tak intimen odnos, bom rekla, a ne. Dotik, je zelo intimna stvar in mislim, da to ni čisto vsakmu, a veš, da bi vsak šel lahko k Prijetno. vsakemu. Mhm. Ja, in nekako mogoče malo dlje traja, ne, da ti v bistvu stranke pridobiš. In veliko lažje je, če tebi ena prijateljica reče: "Glej, danes sem bila pa jaz pri Niki, zelo je bilo, fajn, čisto sem se sprostila." Kakor In pa, te a ne, da priporočila. ti mogoče vidiš tam na enem letaku, ta pa ta ima salon, a ne, dela to pa to in greš tja. Se mi Tako. zdi, tukaj so zelo veliko tudi pri meni recimo mogoče naredila socialna omrežja, kot si omenila, a ne, oziroma, Mhm. jaz imam Instagram, no, tam sem tudi najbolj aktivna. Zelo težko mi je bilo ta Instagram profil odpreti, iskreno, no. Tukaj Zakaj? me je zelo spodbujala ena moja prijateljica, in je rekla: "Glej, Nika, nekje se boš mogla pokazati, Instagram je zastonj, to je najboljša reklama, a ne, daj odpri Tako. pa glej, pa boš videla, ne, kam bo šlo." In jaz sem se temu zelo upirala, ne. Aha, okej. Jaz sem imela ful težave s tem. Moram reči, da pač meni ni bilo naravno, Ni ti pa bilo še zdaj naravno, ne? tako se pojavljati pa govoriti, pa pač nismo vsi za to. Tako. Sem se pa zelo našla v videu in pa v fotografijah, no, oziroma tudi mogoče, v nekih tekstih, ki jih napišem. Sicer zdaj bom rekla, zmeraj manj pišem, no, neke objave, ampak kadar pa napišem objavo, se mi pa zdi, da je to tako, a veš, tisto, ke začutiš, da bi nekaj rad predal, Pomembno. in pač to pač pride, a ne, samo od sebe in takrat se mi zdi, takrat si pol kar hitro na telefon ali pa kam zapišem, ker a veš, če dobiš neko inspiracijo, da bi rad nekaj predal, je najboljše kar takoj si to zapisati, no. Tako Tako. da pri meni objave Tako. na ta način pridejo, ne gledam algoritmov in ne vem česa. Ja.
res tako iskreno, no. Zdaj, ja, našla sem se pa v fotografiji pa v videu, kaj pa tudi, a ne, to, kar Zelo sem si se našla, to moram še jaz poudariti. Oprosti, ker sem te prekinila, ampak ja, tvoje videoposnetke gledati, to pa nekaj najlepšega. Že hvala. pred kratkim, ko sem gledala videoposnetek, kako masažo izvajaš, mislim, res čutila sem to prijetno masažo na sebi. Tako da videoposnetki so pa, moraš malo več o tem povedati, no? Ja, veš kako, tukaj se mi zdi, da jaz sem na začetku, a ne, začela s tem, da sem se posnela sem storije, govorila sem o teh storitvah, o masažah in pol je bilo meni tako, joj, a ne, ampak saj, če jaz govorim o masažah, mogoče, a ne, ženske tega ne morejo na ta način začutiti, a ne, lahko jim predam neke informacije prek tega, ampak ne moreš pa tega glih začutiti, a ne, kako. In pol nekako je prišlo do tega, no, da sem pa jaz prosila v bistvu eno mojo prijateljico, ki se pa zelo rada ukvarja s fotografijo in z videi in tako. In nekako sem ji rekla, joj, a bi ti meni pomagala, ne, jaz se ne morem glih sama tako dobro posneti. Pač pokazala sem ji prek, Kako bi a ne, to seveda sem prek Instagrama neko inspiracijo dobila in sem ji pokazala, kako bi si jaz želela, da to izgleda, in sva se midve dobile in pač poslikale, posnele. Pol sem pa jaz ta material dobila in sem se jaz pol malo igrala s temi videi in v bistvu pol nekako Kje se delam. igraš s temi videi? Imaš kakšno aplikacijo, ki rada uporabljaš? Ja, veš kaj, jaz to kar ali Canva ali pa ta, kaj že, CapCut? ja, tako, ja, ja. Super, Tako da super. tukaj se mi zdi najlažje, mislim, najbolj enostavno, najbolj hitro in tako, no. Pa In mogoče kdaj tudi, a veš, pač kar se tiče te glasbe, avdija, pa pač potem kar prek Instagrama poiščem, no, po navadi. Tako da, ja, Tvoji na ta videoposnetki način, so res no. čudoviti. Ja, in tukaj se mi zdi, da sem se pa ful našla, no. Zelo, zelo. Ja, in tudi tako, no, zelo veliko feedbackov dobim pol iz te strani. Tako da se mi zdi, da tukaj lahko veliko bolj začutiš prek enega videa, ne, kako to izgleda, kakor pa, a ne, da bi jaz nekako To je specifika, ne, a veš, saj to, težko je masažo opisati, da bo nekdo jo toliko začutil, kakor je lahko v videu začuti, ne. Tako da je to lažje je videti, pa bolj je Ja. privlačno tudi, tako da videoposnetki morajo ostati. Ja, ja, se strinjam, ja. Pa tudi potem, a ne, sčasoma sem jaz tudi dobila potem neke stranke, ki so pa prišle tudi, a ne, preko Instagrama. Tako da na ta način se mi zdi, ampak je pa res, tukaj moraš pa res kar vztrajati in ni Redno kar tako, objavljati. da bi zdaj kar prihajali, ne, ljudje, ampak dejansko moraš kar vztrajati, no. Prek To je res. socialnih omrežij se mi zdi, da Da je te kar ljudje spoznajo in da se spomnijo nate, te morajo kar parkrat videti, ne, da rečejo: "Okej, Niko bi rada spoznala, pa rada bi šla na Nikino masažo." res je, ja. Kje Ja. spremljaš svojo konkurenco drugače? Ja, v bistvu to je tudi zelo zanimivo, no, ker jaz sem z večino od teh punc tudi kar zelo na vezi. Super. Tako da mislim, a veš, mogoče to, kar jaz delam, pa še mogoče par teh deklet, no, ke smo se povezale, ni neki tipičen kozmetični salon, a ne. Tole Vseeno to butično je. ja, vseeno je tako, no, malo bolj tudi alternativno, a ne, in dejansko ni nas toliko zelo veliko, a ne, v Sloveniji, da bi pa, da bi rekel, da gledaš te ljudi kot svojo konkurenco, no, zato ker se mi zdi, da to mi je bilo zelo všeč, no, evo, to moram prav povedati, da to me je zelo presenetilo, raven ko sem šla recimo na magnetke, sem tudi spoznala Natašo, ki se ukvarja, oziroma ne, pardon, z Natašo sva se midve spoznale na enem tečaju za masažo obraza in sva se potem tudi dogovorile, da si bova malo to izmenjevale, si pomagale, vadile ena na drugi in tako. Ja.
Skratka, ja, in in se pol kar s temi ženskami povežeš. Veliko nas je povezal tudi Instagram. Prek Instagrama smo se tudi nekako tako našle, no. In ja, no, to me je zelo presenetilo, a veš, ke lahko bi, ne vem, katerakoli rekla, joj, ona je pa moja konkurenca, ali pa bi jaz rekla, ona je pa moja konkurenca in sploh ne bi, Ne mislim, bi a veš, hotela so si komunicirati ženske, in sodelovati, ja. ja, in včasih so si ženske, se mi zdi, ne vem, polena pod noge metala, a ne, in sem res ful vesela, da so te časi mimo, ali pa sem se sam jaz obkrožila s takimi ljudmi, a ne, s takimi Glej, ženskami. kakorkoli je to odlično, tudi če si samo ti se obkroža ali pa če je konec tega, bi bilo sploh idealno, ker jaz sem tudi na primer na začetku imela zelo slabo izkušnjo, in sem si jo, mislim, ne zapomnila, ampak me je dolgo časa vlekla, da sem si Ja, rekla, a se bo spet pojavila, pa spet nergala, ali kaj naj, kako naj tega to lepo rečem, ne. Ampak jaz upam, da se je to končalo, pa da tudi malo z razumom, pa malo s spoštovanjem, ker v bistvu samo s tem, ke smo si lahko v pomoč, lahko vse ostale skupaj rastemo, a ne. Saj ni, ja, vsaka ima svoj način, svoj pristop, vsaki bojo drugi ljudje simpatični, mi bomo drugim ljudem simpatični in ne rabimo v bistvu se pri tem omejevati, ne. Ali pa točno med to, ja. sabo. Ja, tudi jaz mislim, a veš, sploh pri mojem delu recimo je zelo tako, a ne, da te privlači neka energija, a ne. Tako. In tako, no. Lepo. Nika, jaz bom še tole malo omenila, no. Ti si mamica, podjetnica, veliko dela imaš, usklajevati moraš in svoj urnik, in biti mamica in biti žena in vse to zrihtati. Kako ti to sploh rata, no? A imaš kakšen Ja, nasvet? veš kako, tudi tukaj recimo sem si jaz že zelo, oziroma že takoj na začetku sem si rekla, okej, a ne, jaz imam lahko salon, kjer bom delala cele dneve, a ne, veliko poznam punc, ke imajo recimo salone in delajo cele dneve. Lahko pa si dejansko naredim urnik in se ga držim. Odlično. A veš, in recimo, okej, jaz delam masaže, ke jih tudi, jaz tega ne morem delati cel dan. To pač, to je neka storitev, Fizično, ke ne? jaz tudi fizično ne morem, jaz ne morem narediti 10 masaž na dan, ker bi bila totalno izčrpana in brez Ja, energije in sploh na dolgi rok, ke jaz gledam na dolgi rok, to definitivno ne bi šlo. ja. Tako da jaz sem si pač postavila urnik in tudi, recimo to, da sem vikende fraj, in to, da delam 2-krat na teden popoldne, a ne. Glej, jaz sem si tak urnik naredila in tega se držim in dejansko sem rekla, če si bom že na začetku naredila tako, da bom jaz na voljo cel dan, ves Bo to dan, mislim, a veš, ne prideš glih daleč, no. Se mi zdi, da tako, slej ali prej, a veš, izgoriš tako, ali pa tako. si nezmožen potem delati in tukaj nič ne pridobiš, ne. Zdaj, ker si Mm. omenila, da ker je pač to fizično tudi zahtevno, a ne, kako, Mhm. kako pa ti poskrbiš za svojo, ne vem, kondicijo ali pa za to, da lahko zdržiš vse to? Ja, veš kaj, tukaj pa jaz sem zelo rada v naravi, no. Tudi, mi smo ena taka malo bolj, bom rekla, aktivna družina, no, tako da, v bistvu smo zelo veliko, v naravi in recimo jaz se pol čez vikend, a ne, glih zato imam tudi vikende fraj, da se res nafilaš, da odklopiš vsaj tiste 2 dni in si takrat, z družino, če se le da, kje zunaj. Super. Pa tudi čez teden. Jaz pač probamo biti čim več odzunaj, čim več v naravi in to se mi zdi, da mi največ me to napolni, no. Zdaj, Ja. ja, a ne, zelo rada grem tudi na kakšno ali meditacijo ali sama doma meditiram, kakšna joga, take v bistvu sprostitvene tehnike, bom rekla, ke mi tudi zelo pomagajo, no. Mhm. V bistvu, da dobim tisto energijo, a ne, nazaj. Tako. Ja, ker je le potrebno, ne, ker to ni v bistvu ni lahko in sam fizičen in tudi psihična Ja, stran, ne, tega dela. res je, Ne ja. glede na to, da pač stranke po vsej verjetnosti so tisto urico so v tišini, ne, v miru, ampak vseeno verjamem, da pridejo tudi s kakšnimi težavami, pa ti kaj zaupajo, Ja. tako da
te težave spustiti, pa v bistvu jih, da te ne obremenjujejo, moraš tudi na sebi nekako delati, ne? Ja, res je, ja. Veš, pa tudi to, da si jaz vzamem čas zase, da grem jaz na kakšno masažo, a ne, ali pa kakšen tak tretma, glej, tudi to je potrebno, a ne. Saj če to predajaš naprej, moraš tudi sam to živeti, a ne, tako da, Točno to. tako, ja. Lepo. Zdaj, ko iščeš na primer navdih za svoje ali nove ideje ali za na primer neke rešitev, ko iščeš, na koga se obrneš? Imaš kakšne profile, na katere se obrneš, ali bi rada kaj delila? Zdaj čisto no, te ideje kar tako nekako, bom rekla, kar zrastejo v meni oziroma nekako sem jaz polna enih idej, pa pol recimo, ke nekaj začutim, v bistvu zdaj sem se naučila tudi počakati, a veš, biti potrpežljiva, ne kar z glavo skozi zid pa a ne, iz danes na jutri, da bom nekaj, ne vem, neko novo storitev, a ne, na primer dala ven, ampak res pač počakam, da ideja nekako dozori in ke je čas za to, pač takrat dam ven, a ne. No, in kako si prišla do tega, da si postala potrpežljiva, evo? Ja, Kako saj si na se tem to še naučila? veliko delam na tem, no, ampak a veš, jaz delam na sebi že, bom rekla, od enega 19. leta in po mojem to pride s časom, no, da se določene stvari naučiš, da v bistvu dozoriš in, Da terja svoj čas, ja. ja, ni to čez noč, a ne, tako da sigurno to traja, no. Vse te stvari trajajo. Nekaj sem videla na tvojem profilu, da imaš tudi masaže v Celju. Boš kaj povedala? Ja, res, ja, v bistvu, to je pa sodelovanje z Apolonijo. Ona ima pa svoj, salon, ona je make-up artistka in ima svoj salon v Celju. Tako da ona me je pa v bistvu sama poklicala in v bistvu povabila k sodelovanju. Čisto tako, ke je tudi rekla, začutila sem, da bi bilo super, če bi midve sodelovali in, če bi prišla enkrat v Celje, da se spoznava, da vidiva, a ne, kako sva kompatibilni v bistvu. In ja, in dejansko sva začeli, sodelovati, tako da sem enkrat tedensko tudi, v Celju ob ponedeljkih, no. Ne čisto vsak ponedeljek, a ne, tudi tukaj se morajo stvari še majčkeno mogoče razviti pa razvedeti in tako. Tako da, ko imam stranke naročene tam, sem pa tudi, v bistvu ponujam svoje storitve pri Apoloniji, no. Tako da ja, tukaj bi rada mogoče šla še v to smer, iščem tudi še, druga sodelovanja, no, tako da, mogoče malo to za naprej, a ne. To je dobro, ke si to omenila, to tudi na primer za vse začetnice, a ne, ke nimajo svojega prostora, tako ke si ti tudi iskala Tako. svoj prostor. Če slučajno, na primer ne najdejo prostor, je možnost tudi tak način, a ne, da najdejo nekoga, ki ima Točno že to. svoj salon in se pridružijo. Ja, to se meni zdi zelo, zelo dobra odločitev, no, sploh za začetek, da si mogoče na ta način pridobiš kakšne stranke, a ne, in neki krog, ljudi, pa tudi, da te mogoče spoznajo prek nekoga drugega, ke pa že ima nekako ali uveljavljen salon ali, a ne, kjerkoli že si. Ker tudi jaz tukaj v Mengšu, a ne, mogoče to sem pozabila omeniti, da tudi jaz tukaj nimam salona, kjer bi bila sama, ampak sem dejansko v souporabi, a ne. Tako da to se mi zdi ena zelo lušten način, kako lahko tudi mogoče malo prihraniš denarja, a ne, oziroma na lažji način na začetku prideš finančno tudi skozi, a ne. Kaj pa Tako je. pomeni to v souporabi? Veš, kako, tukaj si mi delimo prostor. Imamo prav tako, mi imamo, koledar, ta, Googlov koledarček in, imamo noter, vpisujemo termine, a ne, tako da, nekako smo si razporedili po dnevih, no, kdo je kdaj popoldne, kdo je kdaj dopoldne. Evo, in tudi tukaj,
je bila tukaj sem mogla jaz postaviti urnik tudi zaradi tega, a ne, in mene tukaj ne more zavesti, če mene ena stranka reče, jaz bi pa takrat in je prostor zaseden, jaz dejansko ne morem, a ne, ker nimam v bistvu prostora, a ne, na voljo in sem si potem glih na eni točki rekla, saj to je pa ful dobra stvar, ne. Ja, Ker mogoče bi tako rekla vsaki stranki ja, na in bi ta bila način spet na dejansko 12-urnih delovnikih, ne? ja, tako da se mi zdi to tudi zelo dobra stvar, no. Ja. Ja, ja. Ste imele tudi v bistvu pri tej souporabi tega prostora, ste imele že inventar, mislim, vse te pripomočke ste imele že noter, ne vem, samo Ja, mizo ja. pa vse to. No, veš, to je Tako, ja. dobro, ne. Ker to so le začetni stroški, to so nek prvi vložek, ki ga mora imeti seveda. podjetnica in so, verjamem, da niso glih nizki. Če najdeš na tak način, Ja, je veliko sigurno. lažje, ne. Zdaj sploh, če bi, a ne, hotela, zdaj govorim pač v salonu, ker jaz delam v tem, ampak tudi za druge dejavnosti, a ne. Saj Mislim, to. ogromno denarja, ogromno vložka je potrebno na začetku, če bi res opremljal čist iz nule, a ne. Tako da nekako jaz sem tudi iskala tak prostor, a ne. Mogoče je bilo tudi zato tako težko, da najdem en prostor, kjer bom dejansko imela na voljo, a ne, v bistvu vsak dan, Ja, pa da bo neka v mojem budžetu najemnina, a ne, in pa še, da je v bistvu opremljeno, a ne. Tako ja. da tukaj sem res, se mi zdi, zelo dobro našla, no. Vse to čakanje pa iskanje je res, obrodilo ta prave sadove. Res je, ja. Super. Pa še v svojem okolju si našla, ne, da se v bistvu ne voziš nekam predaleč, pa s tem tudi spet stroške z vožnjo delaš, ne. Tako je, ja, jaz sem si tukaj kar naredila, veš, na en list papirja sem si neke pluse pa minuse napisala in dejansko sem si tudi neke prioritete glede prostora postavila, no, tako da sem pol tudi našla točno to, kar sem v bistvu iskala, no. Odlično. Je pa dejansko tudi prostor čisto v mojih barvah, a ne, ker jaz sem si tudi logotip in vse to neko celostno grafično podobo, bom rekla, no, sicer tukaj je bolj logotip pa mogoče neke barvne kombinacije, a ne, ki jih vidite na Instagramu, sem si sama naredila, a ne, in sem našla tudi evo prostor, ki je v mojih barvah, tako da Odlično. Res je bilo vse skupaj namenjeno. a ne, ja. 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 Lepo. Nika, hvala, da sva lahko naredila ta intervju, da si delila svojo zgodbo in verjamem, da bo tvoja zgodba v navdih vsem, ki so spremljali ta intervju. Veliko jih še ne pozna tistih prvih postopkov ali pa iščejo tiste prve postopke, kako bi jih rešili, in verjamem, da jim bo prišlo v pomoč tudi tvoje izkušnje. Želim ti veliko uspeha na nadaljnji poti, da najdeš in še dodatne prostore in da se razvijaš naprej, tako kakor bo tvoje srce želelo. Želim ti veliko uspeha na nadaljnji poti. Vsem, ki ste si pa pogledali najin intervju do konca, pa se zahvaljujem za pozornost. Vesela bi bila, če se naročite na moj kanal in polajkate video in me s tem spodbudite, da bom še naprej snemala take vsebine. Povabim pa vas tudi, da pogledate še preostale intervjuje in se pridružite skupnosti, kjer bomo skupaj rasli in se učili. Za več poučnih vsebin pa skočite na moj Instagram profil, kjer sem tudi najbolj aktivna. Ne pozabite, vsak za začetek se začne s prvim pogumnim korakom, zato bodite pogumne in dovolite si sanjati svoje sanje. Do naslednjič. Nika, najlepša hvala. Anja, hvala tebi za priložnost in pa vsem, ki ste poslušali do konca. Z veseljem. Hvala. Hvala.